Pozdravljeni vsi, lep pozdrav na ta popoldan, danes bo precej pestro. Že zdaj je tukaj v prostoru nov veter zavel z novimi idejami, ko nas je obiskal naš specialen gospod Ludvik Poljanec. Ampak se bo on kasneje tukaj pred kamero pojavil in povedal nekaj zanimivih stvari. Zdaj pa gremo mi z našim programom, torej danes imamo že 82. Zoom srečanje in znotraj tega srečanja našega bomo izvedli naš 6. izredni občni zbor. Upravni odbor društva je za 6. izredni občni zbor pripravil tudi redni vsebinski program med čakalnimi premori, ko čakamo 1 uro in pol ure kot sledi. Ker bo danes veliko zanimivega zaslišati, bom jaz, da ne bom predolg. Najprej bomo potrdili naše zapisnike in sicer imamo tukaj kar 4 zapisnike. Bomo pa najprej pogledali redni občni zbor, drugi redni občni zbor društva Belis z dne 17.9.2022, potem bomo pregledali 81. Zoom srečanje, bomo potrdili ta zapisnik. Potem bomo potrdili še 4. redni sestanek upravnega odbora z dne 21.9.2022 in pa še izredni sestanek upravnega odbora z dne 23.9.2022. Pa gremo kar po vrsti, da eno zadevo odkljukamo in sicer, poglejte, jaz bom zdaj pošeral z vami ta zapisnik in sicer upam, da ga vidite. To je zapisnik z drugega redni občni zbor Društva za srečno življenje in sicer tle smo imeli dnevni red na tem rednem občnem zboru, stvari so lepo vse zapisane, tako da naši tej se iskreno zahvaljujem. Imela je res veliko dela prejšnji teden in ta teden. Upam, da ste zapisnik pregledali, zato sprašujem na tem mestu, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik. Če ima kdo kakšno pripombo, naj pove, če nima pripombe, potem gremo naprej. Pripombe ni, se pravi zapisnik drugega rednega občnega zbora Društva za srečno življenje Belis je enoglasno sprejet. Hvala lepa. Gremo na pregled potrditev zapisnika 81. Zoom srečanja. To je pregled programa, ki smo ga imeli znotraj prostega časa, ko smo čakali 1 uro pa pol ure in tudi še potem. Poglejmo si še ta zapisnik. Za tiste, ki ga niste imeli časa pogledati, odprem še to. Bilo nas je 50. Potem je potekal program. Vse je lepo zapisano, zavedeno, tako kot mora biti. Precej se je dogajalo. Tako da, evo, to je ta zapisnik. Ima kdo pripombo na 81. Zapisnik sestanka Društva za srečno življenje Belis? V redu, pripombe na zapisnik z dne 17.9.2022, ki smo ga pričeli ob 18. uri, to je bil 81. Zoom sestanek Društva za srečno življenje Belis, ni. Hvala lepa, zapisnik enoglasno sprejet. Gremo na 3. zapisnik in sicer to je pa 4. redni sestanek upravnega odbora 21.9.2022. To je zapisnik, ki je pa nastal v bistvu na 4. redni seji. Sestanka so se udeležili Iviljana Belis, predsednica, Egidi Kozik, podpredsednik, Mihajl Belis, blagajnik in Teja Korenčan, tajnica. Imeli smo pa 2 točki in sicer najprej pismo medijem za enakopravno predstavitev predsedniških kandidatov Društva za srečno življenje Belis, ampak tukaj ne piše, kakor se borimo tudi za to, da bi vsem bile dane pred mediji enake možnosti, ne da imajo eni prednost, drugi ne. In pa seznanitev z odstopno izjavo častnega člana Društva Belis, Borisa Veneta. Na tem mestu bom jaz zdaj prebral njegovo odstopno izjavo, toliko, da boste vedeli, zakaj gre. Kot veste, smo sklicali redni občni zbor
odločili smo se, da dobi tako imenovano častno članstvo. In je sredi tedna po tistem prišlo pismo in takole je zapisal: Draga Eviljana in Mihael ter cenjeni člani Belis, društva Belis. Srčno se zahvaljujem za ponujeno častno članstvo v društvu Belis. Novica je očitno odjeknila na številnih nivojih. Posledično sem bil tarča opozoril. Kakšnih ni povedal? Do sedaj sem bil vedno neopredeljen, ker sem le tako lahko deloval vse splošno dobro. Očitno moram še naprej stopati po to vrstni poti. Sicer pa poznate naravo ljudi, da iz še tako lepe zgodbe naredijo dramo. Prosim za razumevanje, ker častnega članstva v društvu Belis žal ne morem sprejeti. To ne pomeni, da je sedaj kaj drugače, kajti kar zadeva mene, ostajamo povezani v srcih in dobrih mislih. Z ljubeznijo, Boris Vene. Tako, tole pismo je prišlo, za njim sem vas seznanil sedaj in to bomo potem obravnavali na današnjem izrednem občnem zboru, kar se tega zapisnika tiče. Tukaj je pa v bistvu vsebina, ki sem vam jo tudi zdajle predstavil. Dobro. Ima kdo na ta zapisnik kakšno pripombo? Na izredni sestanek upravnega odbora z dne 23.9.2022, glede na to, da smo vsi sodelovali skupaj in se odločili, bilo je potrjeno, zdaj bomo odpotrdili, a ne? Hkrati pa potrdili, da mediji naj enakopravno obravnavajo ljudi, ki so se odločili žrtvovati za našo domovino in del svojega življenja, 5 let je to mandat za predsednika Slovenije, da se jih enakovredno obravnava. Hvala lepa. Zapisnik izrednega sestanka upravnega odbora z dne 23.9.2022 je potrjen in enoglasno sprejet. Iskrena hvala vam za to sodelovanje, tako da zadeve tečejo zdaj naprej. No, prišel je pa zdaj čas, da se preštejemo in ugotovimo, ali nas je dovolj. Člane društva Belis obveščamo, da je z dne 24.9. na današnji dan v društvu Belis včlanjenih 5507 članov. Od tega se je v letu 2022 na lastno željo 125 članov izpisalo, na novo pa se je vpisalo v društvo 81 novih članov. Od navedenega števila članstev ima Društvo za srečno življenje tudi aktivne člane iz 30 različnih držav sveta. V našem izrednem občnem zboru mora za sklepčnost današnjega zbora skladno s 33. členom statuta Društva Belis zato prisostvovati več kot polovica članov. Tako kot zadnjič izračunajmo 5507 minus izpisani je skupaj 5382 deljeno z 2, 2691. Sigurno nas ni toliko, ok, se bomo malo prešteli, koliko nas je tukaj v pisarni, lahko mi kdo pove. Fino, ok, na Zoomu pa 18, razen če sta kje po 2, potem povejte, prištejemo zraven, če sta kje 2 osebi. Dobro? Ja, v redu? Ja, smo 2. Ja, lahko štejete za 2. Hvala. Okay. Ok, se pravi, rečem 19. 2. Dobro, krasno. Tukaj 19, zapisnikarca bo zanesla in bo vnesla v zapisnik in ura je 18:10, se pravi, mi moramo pričeti po 1 uri, se ponovno prešteti, koliko jih bo prišlo sem v prostor fizično, koliko se jih bo na Zoom priključilo in se bomo ponovno prešteli čez 1 uro. Sedaj pa pride naprej, da to uro ne čakamo in tako naprej, tak redni program. In z nami, upam, da je že Stojan Svet. Stojan je že na liniji. Ja, bojo ravno kar
pa si mečkam prej ga poklical, bo zdajle se priklapla. Ok. Super, ja. No, vmes, ko se bo pa Stojan priklapljal, bom pa vas seznanil, v bistvu to je z izvedbo dnevnega reda 6. izrednega občnega zbora. Torej, toliko, da boste malo naprej vedeli, pa se pripravili. 4 točke imamo danes. Tako da na prvi točki bomo obravnavali, se pravi, ta predlaganje oziroma zavrnitev častnega članstva, in častno članstvo bomo podelili nekomu, ki si to zasluži in nas vodi v duhu, v ljubezni, po varni poti, nevidni sili, nevidnemu življenju, ki je zelo vidno in delujoče. Na drugi točki bo delovno predsedstvo naprosilo vse vas člane, da res gremo zdaj do konca in zbiramo podpore, da morda še kakšnega prijatelja spomnite ali pa nekoga, za katerega veste, da mu ne bi bil problem iti na upravno enoto, iskati še kakšno podporo za kandidate za predsednika Slovenije, to je po točko 2. Potem po točko 3 bomo imeli par stvari zapovedati v zvezi z današnjim gostom, z gospodom Ludvikom Poljancem, po predstavitvi seveda njegovi. Pol pa pod točko 4, obljubili smo vam, da se bo na današnjem 6. občnem zboru, izrednem občnem zboru, predstavil gospod X in izrazil željo, je rekel, ker nismo uspeli še zbrati 5000 podpisov, je rekel, da je v bistvu pravzaprav nesmiselno se predstavljati. Če bi pa izbrali 5000 podpisov, potem bi pa z veseljem to tudi storil, kar bi seveda bilo tudi smiselno, in smo seveda ta predlog kot smiselnega sprejeli in potrdili.